Živjo, sem Jana Pristovšek in danes bom govorila o notranjem miru. O notranjem miru bom govorila še 1000-krat, zato ker je to stanje, ki nam omogoča, da informacije in dogodke razumemo takšne, kot so, in ne takšne, kot se nam zdijo. Neka informacija in dogodek v našem nezavednem sproži določeno čustveno energijo. Ta čustvena energija je različno močna in bolj močna kot je, bolj močno mi na to odreagiramo, bolj močno mi to čutimo. Ko čutimo mi srečo, veselje, radost, zadovoljstvo, je v redu. Ampak problem nastane, ko čutimo mi jezo, strah, nezaupanje, dvom, žalost, užaljenost. In takrat odreagiramo neprimerno. Odreagiramo na način, ki škodi nam in škodi ljudem, ki jih imamo radi. In notranji mir nam omogoča, da se temu izognemo. Vendar se ljudje na vse navadimo in navadimo se tudi na nemir v sebi. Mi ga niti ne zaznamo več, ne vemo, da mi vstanemo zjutraj že nemirni. Ne vemo, da smo celo dopoldan nemirni in da se nemir samo stopnjuje. Popoldan smo že utrujeni in smo zato še toliko bolj nemirni in naš tolerančni prag pade in se hitro razburimo in smo hitro jezni in smo hitro užaljeni in smo močno prizadeti in pademo v vlogo ubogi jaz in smo napadalci in nam grejo stvari na živce in si želimo samo malo miru, vendar tega miru mi ne dosežemo spontano, zaradi tega, ker nas notranji impulzi ves čas ženejo. Mi se ne ukvarjamo s svojo notranjostjo, mi se ukvarjamo z zunanjostjo. Bodi prijazen z mano, lepo ravnaj z mano, zakaj me siliš v stvari, ki jih nočem, zakaj moram ustreči takrat, ko nočem, zakaj se potem počutim krivo in tisoč drugih stvari in tisočim drugim stvarem smo mi vsak dan izpostavljeni in hitimo in norimo in priganja naš čas in gledamo, kako živijo drugi ljudje in mislimo, da smo neuspešni, da smo neustrezni in v nas je en kup nemira, strahu, manjvrednosti, neustreznosti. In tako smo utrujeni iz dneva v dan bolj. Nezadovoljni smo s sabo iz dneva v dan bolj. Nezadovoljni smo z partnerjem, z otroci in se to nas utrudi. Utrudi nas fizično, premalo spimo, predolgo visimo na računalniku. In zbudimo se ponovno nemirni, nezadovoljni, nesrečni, žalostni in takšni vstopimo v nov dan. Ponoči smo nemirno spali, smo kaj hudega sanjali, smo se zbujali in se sprašujemo, kaj je z mano narobe. In narobe je to, da smo preveč obrnjeni navzven in se premalo ukvarjamo sami s sabo. Poiščimo svoj notranji mir. Kako ga poiščimo? Tako, da se najprej ustavimo. Ustavimo se, svet bo šel še vedno naprej, ničesar ne bomo zamudili. In si rečemo, kako bi jaz najprej našla svoj notranji mir? Kdaj sem sploh nazadnje čutila, kdaj sem nazadnje čutil mir v sebi? Če pogledate vzhodnjaške vede, vse težijo k notranjemu miru. Meditacija je namenjena notranjemu miru. Joga je namenjena temu, da najdemo mir v sebi. Avtogeni trening je namenjen temu, da najdemo mir v sebi. Ampak mi še vedno hitimo in se ukvarjamo s tem, da bomo zadovoljili okolico. Nič ni narobe s tem, če imamo mi pravo mero, če imamo mi neko mejo.
ampak to mejo mi postavljamo v sebi. Če je v nas strah, če nas je strah, da ljudje ne bodo zadovoljni z nami, če je v nas občutek krivde, da smo razočarali druge ljudi, da nas ne bodo imeli radi, če je v nas občutek nemoči, da svet ni varen, da nam drugi ljudje škodijo, potem to ni mir v nas, to je nemir in ta čustva sprožajo naše reakcije. In mi kolebamo in preskakujemo med čustvenimi reakcijami, enkrat smo užaljeni, enkrat smo jezni. Ampak ne v užaljenosti, ne v jezi. Mi ne odreagiramo prav. Če smo mi jezni na svoje otroke, ne bomo mi dosegli z jezo, s kričanjem, s kaznovanjem prav ničesar, ker je ta jeza v nas. Oni so sprožilci nečesa, kar je v nas. In če pogledamo takrat, ko smo mi mirni v sebi, ta dogodek, ta stavek, bomo ugotovili, da odreagiramo popolnoma drugače. Drugače odreagiramo takrat, ko smo čustveno nemirni, ko smo občutljivi, ko smo razdražljivi, kakor takrat, ko smo v sebi mirni. In če hočemo, da bo naše življenje teklo v pravo smer, moramo najprej biti v sebi mirni, kakor znotraj, tako zunaj. Tako je treba rešiti samo življenje, vse ostalo lahko počaka. Dajte si povedati, takrat, ko boste najbolj razburjeni, ko boste najbolj nemirni, ko vas bo najbolj strah, vse lahko počaka, najprej moram najti svoj notranji mir. Vaj in metod je veliko, jaz vam ponujam eno. Najlažje je notranji mir najti na način, da se ozrete vase in pogledate, kaj je tisto, kar v meni sproža nemir. Ali jaz sploh vem, kaj je notranji mir. Notranji mir ni stanje sreče. Notranji mir je kot morje, gladina morja, ki je umirjena. Sreča je morje, ki je prijetno razburkano, ko uživate v valovih, ko se z valom dvignete in se z valom spustite. Notranji nemir je vihar na morju, ko vas valovi zalivajo z vseh strani. Notranji mir pa je ravna gladina morja. In takrat, ko smo mi notranje mirni, lahko ugotovimo, da je pravzaprav življenje precej enostavno, da se nam ni treba boriti. Mi se borimo takrat, ko mislimo, da smo ogroženi, ko mislimo, da nam nekaj pripada, da nam more nekdo nekaj dati. Ampak življenje nam daje točno to, kar je v nas. Če se vi borite, če se mi borimo, bomo doživeli upor na drugi strani. Ali če nas nekdo napada in se mi branimo, ravno tako doživimo ponoven napad. To ne pomeni, da nastavite v primeru napada drugo lice, absolutno ne. Ampak, da nehate pošiljati žogice nazaj. Za ping-pong morata biti dva in žogice se ne da odbiti. Žogice se ne da dobiti, če jo prej ne odbijemo. Torej, notranji mir je stanje, ko mi lahko pogledamo dogodek na drugačen način. Resnica ni ena, resnic je več. Resnic je toliko, kolikor je čustev, ker mi na resnico, na nek dogodek, gledamo čustveno. Bolj kot mi čustva umirimo, bolj pravilno in nevtralno
mi lahko razložimo neko situacijo, nek dogodek. Torej, ko mi pridemo v neko stanje, ko so ljudje na drugi strani razburjeni in smo mi notranje mirni, mi počakamo in ne odreagiramo na njihovo razburjenje. Lahko rečemo, da rabimo, da se lahko najprej pomirimo. Vendar ne odreagiramo burno nazaj. Kaj pa mi ponavadi delamo? Hočemo drugega preglasiti. Mi svojo mirnostjo pomirimo druge ljudi. In mi svojo mirnostjo pomirimo svoje otroke. Otrok je razdražen takrat, ko so starši razdraženi. In umirjeni starši imajo umirjene otroke. In bolj, ko smo mi v sebi mirni, bolj kot je to stanje v nas domače. Manjkrat bomo prišli v situacijo, kjer bomo z ljudmi, ki bodo napadalni, ki nas bodo ogrožali, pa naj bo to, da nas bodo poniževali, da nas bojo izsiljevali, da bojo od nas zahtevali nemogoče stvari oziroma da bomo kontejner za njihove frustracije. Notranji mir spremeni naše življenje v tej meri, da postane življenje popolnoma drugače in dejansko gre v tisto smer, kamor si mi želimo. Saj mi si ne želimo kaj velikega. Mi si želimo malo miru, malo potovanj, dovolj denarja, da lahko pridemo čez mesec, pa da nam še kaj ostane, in da smo zdravi, in da se dobro razumemo, in da se imamo radi. Vendar notranji nemir, točno vse te stvari pelje v nasprotno smer. Zato, ker smo razdražljivi, se pogosto skregamo. A veste, če vaš mož gleda televizijo in vam gre na živce, ne boste čisto nič dosegli, če boste skrili daljinc. Samo skregali se boste. Če vaš otrok skače po stanovanju in vam gre na živce, se usedite z njim na tla in vzemite kocke in dovolite, da on postavi hišo, grad, cesto po svoje, ne po vaše. Mi smo razočarani zaradi tega, ker ljudi ne moramo strpati v naš okvirček, kar sem že 1000-krat ponovila. Nemir v nas sproži dogodke, odgovore, reakcije, ki niso ustrezni. Mir v nas pa nam omogoča, da se mi soočimo s sabo, da se soočimo s svojimi čustvi, da predelamo rane preteklosti, da pogledamo, zakaj sem tako burno odreagirala. Aha, to je zato, kaj jaz lahko naredim v tej smeri. Lahko se pomirim. Najprej se moramo pomiriti in potem moramo odreagirati. In predvsem moramo imeti lestvico pomembnosti, kaj je v našem življenju pomembno. So stvari, ki so bolj pomembne in so stvari, ki so manj pomembne. In niso vse stvari enake. In dela je veliko. Ampak najprej se vprašajmo, koliko miru je v meni, s koliko miru se jaz zjutraj zbudim. Ko sem posnela video o spanju in o jutranjem zbujanju, sem prvo stvar, ker sem jo naročila, vam je svetovala to, da se počasi zbudite. Zbudite se počasi. Zbudite se tako, da zbudite tudi svoje telo, ne da se zbudi samo vaš Ukrotite vaš naj neha delati scenarije, ki nimajo nobenega pomena, ki vam ne koristijo, ki niso resnični, ki se ne bodo nikoli zgodili. Ne razlagajte si, kako ljudje mislijo o vas, kaj si ljudje mislijo o vas, kaj ljudje naklepajo. Ne veste. Obrnite se vase, poiščite svoj notranji mir, ne boste ga najdli takoj. Ves čas boste mogli delati na tem točno tako, kot moramo ves čas brisati prah iz črne, kavne mizice. En način vam ponujam jaz. Najdete ga v
na moji spletni strani v knjigi Čarobni odnos. Veliko o tem sem napisala v knjigi 8 moških, zakaj pa ne? Pridite v mojo Facebook skupino Čarobni odnos, naročite se na YouTube kanal in če vam je bil video všeč, ga prosim delite. Naslednjič pa nadaljujemo. Kmalu se vidimo. Čau, čau.